Današnji dan je takšen v času dopustov, ampak vendar izjemno pomemben dan za občino Slovenske Konjice in tudi za samo mesto, kajti vsi poznamo to zgodbo, tako imenovani konusov travnik, kot mu popularno rečemo. Pred kakšnimi 10 leti je na tem prostoru postalo lastnik vsak svojega zemljišča, mislim, da 9 podjetij ali fizičnih oseb, in seveda je toliko različnih interesov težko uskladiti, da bi prišli do enega cilja, to je izgradnja komunalne opreme na tem celotnem območju. Seveda je to pomeni precejšno zagato, kajti dokler ni celotno območje komunalno opremljeno, je nemogoče dobiti gradbeno dovoljenje za kakršnokoli poslovno gradnjo, razen v enem primeru, tam, kjer je tako imenovano parkirišče tovornjakov, tista zgodba se je lahko neodvisno od celote tudi izpeljala. Torej, občinski svet je že pred približno 6 leti sprejel odlok o območju obrtne cone Konus Slovenske Konjice, kar bi omogočilo, da bi zgradili 8 poslovnih objektov na tem območju. Celotna površina tega območja znaša nekaj več kot 8 hektarov. In seveda kasneje, ko smo videli, da bodo ti lastniki težko uskladili interese, smo se v soglasju z njimi na občinski upravi odločili, da bo občina naročila projekt komunalne opremljenosti, kar je bilo tudi uspešno opravljeno. In kasneje, da bi lahko pristopili kot občina, kot občinska uprava tudi k komunalnemu opremljanju, smo na nek način za pokritje stroška, ki ga je imela občina z projektom komunalne opremljenosti, pridobili tudi zemljišče za izgradnjo ceste in pa hkrati tudi večino teh komunalnih vodov, ki se bodo po tej pogodbi tudi gradili. No in ko smo prišli do gradbenega dovoljenja, smo praktično ugotovili, da bo tudi gradbeno dovoljenje poteklo, kajti dobri 2 leti se ni primaknilo nič. Kasneje smo to veljavnost gradbenega dovoljenja obnovili in sedaj, ko so izpolnjeni vsi pogoji, se lahko tudi občinska uprava loti tega projekta in smo že v letošnjem letu predvideli določena sredstva iz postavke opremljanje stavbnih zemljišč, da bi po etapah le prišli do komunalne opremljenosti zgrajene na tem območju, kar pa pomeni, da bi lahko tisti podjetniki, ki imajo interes, tudi kmalu pričeli z gradnjo. V letošnjem letu smo imeli še eno smolo, kajti prvi razpis se nekako zalomil, prišli smo do revizije na Državni revizijski komisiji, kjer pa je v bistvu se ugotovilo, da je samim postopkom vse v redu, vendar je bilo potrebno ponoviti razpis in sedaj smo pa prišli do tega, da smo izmed 12 ponudnikov na javnem razpisu izbrali izvajalca, to je Gradnje Marguč, in po tej pogodbi je predvideno, da bi vsa dela bila upravljena do pomladi, do aprila leta 2017, se pravi v 4 etapah. Celotna vrednost del pa je nekaj manj kot 500 000 evrov, približno 496 000 evrov. Seveda pa bomo to zagotavljali v naslednjih proračunih po etapah, tako kot je samo pogodbo tudi predvideno. Celotna dela so razdeljena nekako v več sklopov, to je izgradnja same ceste s pločnikom in pa javno razsvetljavo, potrebno bo zgraditi fekalno in pa meteorno kanalizacijo, seveda tudi vodovodno omrežje in pa vsa ostala infrastruktura, ki je potrebna, to je elektroomrežje, telekomunikacijski vodi in pa tudi plinovod. Tako da
jaz sem izjemno vesel, da smo uspeli priti do tistega tako željenega cilja, da bi omogočili na območju poslovne cone Slovenske Konjice tistim, ki imajo interes, da lahko pričnejo graditi. In jaz pričakujem, da bomo ne glede na vse zaplete, ki so do sedaj bili, omogočili tudi vsaj dvema, oziroma pojavlja se še tretji interesent, ki bi kmalu želel pričeti z gradnjo. Poleg podjetja Izokon, Vravor d.o.o. ima tudi Unior, delniška družba Unior, velike načrte, da bi obstoječo proizvodnjo, ki jo ima že v območju nekdanjega Konosa, tudi razširil. Seveda vseh teh pogovorov je bilo veliko, pa vendar, bi rekel na kratko, splačalo se potruditi in pričakujem, da bi tudi Izokon že v naslednjem letu lahko pridobil gradbeno dovoljenje in se počasi pričel pripravljati na gradnjo, kar pa pomeni, da bo Izokon ostal v našem kraju. Toliko mogoče na kratko ali pa na dolgo, če bodo potrebna kakšna dodatna pojasnila, verjetno, da še bomo tudi dali odgovore, mogoče tudi strokovni sodelavec Branko Sovič, ki bolj operativno bedi na tem, ampak glede na to, koliko podatkov sem natresel, pa mislim, da je bilo kar dosti ljudi tu notri vpeto v to dogajanje. Mogoče še strani izvajalca del, Aleksander Marguč, tako besedo. Jaz sem rekel sam, da se pridružujem vam, tudi jaz sem vesel, da je dejansko prišlo, da bo danes prišlo do podpisa te pogodbe. Ja, da ste rekel, da se to odvleče kot jara kača že. In tudi, bom rekel, podjetniki večinoma, ko so na tem območju, jih poznam in tudi so vsi oni veseli, da se dejansko zadeva ta bo premaknila, da ima možnost graditi, ker pač samo širitvijo proizvodnje se lahko zagotavljajo nova delovna mesta. In tako da, to je z moje strani vse zaenkrat. Super, mogoče še samo ena informacija, da smo tudi na območju starega dela Konosa sporedno s tem peljali na aktivnosti, da bi sedanjo situacijo, ko je zasebno podjetje lastnik vseh prometnih povezav, vseh cest znotraj območja Konos, pripeljali tako daleč, da so pogodbe o izbrisu služnosti in pa, da je pogodba za nakup dela teh cest in prenos v javno dobro strani občine že v teku, in ko bomo vse skupaj speljali, bomo dobili eno veliko urejeno poslovno cono, kajti mislim, da takšno stanje, kot je bilo do sedaj, teh zadnjih 20 let, da ne vodi nikamor in da morajo biti poti javno dostopne vsakomur, ne samo tistemu, ki ima služnostno pravico, če se hočemo iti neko normalno poslovno delo znotraj nekdanjega Konosa, ki pa je danes v bistvu poslovna cona, ni več to enovita tovarna zaprta za eno ograjo. Podobno kot je zgodba poslovna cona Lip, so tudi poti prenešene v občinsko last, tako da lahko se svobodno tam gibljemo, in če hočemo zagotavljati pogoje, to pa je konec koncev naloga lokalne skupnosti, naloga za razvoj gospodarstva v domačem kraju, so to nujno potrebni ukrepi. Mogoče na prvi pogled nelogični stališča poslovne ali pa podjetniške logike, je nelogično, da se zdaj občina vmešava ali pa vlaga finančna sredstva v nakup teh cest, ampak na dolgi rok je to vsekakor nujno potrebna odločitev in tudi jo bomo speljali, tako da bomo tudi na ta način pridobili določena sredstva za pospešitev izgradnje tega novega dela poslovne cone Slovenske Konjice. Kdo je ta zasebni lastnik? Podjetje Konos Konex je takrat iz stečajne mase kupilo vsa zemljišča. Ni se gledalo, da so to ceste, seveda so potem vsi, ki so kupovali posamezne objekte znotraj Konosa, dobili služnostno pravice vožnje, pa vendar se to nenehno, neki zapleti, neke težave, slabo se praktično, oziroma tudi odnosi so se na ta način skrhali, tako da je treba enkrat presekati.
Ta prenos, koliko času mislite, da je lahko izveden? Ta prenos, jaz pričakujem, da bo to vse je odvisno zdaj od njih, dinamiko, s katero, seveda pa je ne samo želja, zahteva občine, moja zahteva, da se vse služnosti obstoječe zbrišejo na zemljiščih, tam, kjer postaja občina lastnik. In to je zdaj v teku, jaz pričakujem, da bomo to do jeseni speljali vse. Povezano je pravzaprav samo s tehniko, narodno je, da je treba te pogodbe pri notarju overiti in potem je pač ene treba dvakrat, trikrat opomniti, da gre, da to tudi dejansko naredi. Tu se vse dogovorimo, pol pa pozabi, pa mine 2 meseca. Teda, ko bomo to speljali, bomo imeli praktično, bojo vsi ti trije, ki bi zdaj v tem trenutku že pričeli s pripravami na gradnjo, lahko dobili zeleno luč. Tako da jaz računam, da v naslednjem letu bodo lahko vlagali že za gradbeno dovoljenje. Seveda zato pa ni potrebno, da je vse končano, da je asfalt na cesti. Vsaj v enem delu mora biti komunalna, ena etapa mora biti zgrajena. V petek, 25. julija 2014, je v pisarni župana občine Slovenske Konjice Mirana Gorinška ob 10. uri potekal podpis pogodbe o izgradnji komunalne infrastrukture na območju obrtne cone Konus. Izvajalec del bo podjetje iz Gornje Pristave Gradnje Marguč Engineering. Konjiška občina je pred 6 leti sprejela odlok o obrtni coni Konus Slovenske Konjice, ki omogoča prostorsko ureditev za širitev proizvodne dejavnosti 8 objektov. Površina obravnavanega območja obsega dobrih 8 hektarjev. Ker občina ni bila lastnik zemljišča, po katerem se bo vršila gradnja komunalne infrastrukture, istočasno pa so bili lastniki zemljišč dogovorjeni, da bodo sami komunalno uredili obravnavano območje, je občina za njihove namene naročila izdelavo projektne dokumentacije in pridobila gradbeno dovoljenje že leta 2011. Žal se lastniki zemljišč oziroma njihovi uporabniki komunalne infrastrukture do lanskega leta niso uspeli dogovoriti o gradnji, zato je občina morala gradbeno dovoljenje podaljšati. V tem času je tudi pridobila zemljišče za gradnjo komunalne infrastrukture, zato je pri pripravi proračuna za leto 2014 načrtovala gradnjo, ki se bo zaradi vrednosti investicije 496.125 evrov izvajala etapno na 4 leta. V sklop izgradnje komunalne infrastrukture je vključena izgradnja ceste s pločnikom in javno razsvetljavo, fekalno in meteorno kanalizacijo in vodovodno omrežje. K izgradnji električnega omrežja, telekomunikacija in plinovoda pa bodo v času izgradnje pristopili tudi upravljavci teh vodov.